Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci programa Ars in Radia Ognjišče. Na 19. nedeljo med letom bomo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Sevnica. Maševal bo župnik Branko Balažic. Pri maši bo sodeloval župnijski pevski zbor svetega Nikolaja pod vodstvom organistke Betke Cimpršek. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestva Svetega Duha z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, zbrani v cerkvi svetega Nikolaja v Sevnici, gledalci pred TV ekrani in poslušalci Radia Ars in Radia Ognjišče. Prisrčno pozdravljeni na 19. navadno nedeljo v letu. Danes nam bo prerok Elija govoril o svoji izkušnji z Bogom. Prenočil je v votlini na Božji gori Horeb. Ko se je na gori postavil pred Gospoda, je najprej občutil silen vihar. Za viharjem potres in za potresom ogenj in za ognjem glas rahlega šepeta. Gospod se mu je razodel v rahlem šumljanju. Tako se dogaja tudi v našem življenju. Gospod se nam vedno ne razodeva v velikih dogodkih, temveč je navzoč predvsem v majhnih, drobnih stvareh. Mnogokrat tega ne razumemo, a pustimo mu, da nas prepričljivo nagovori v drobnih vsakdanjih trenutkih, ko smo drug drugemu in samemu sebi in Bogu lahko najbližje. Ker je naša vera večkrat slabotna, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo. Pri tej sveti daritvi se bomo posebej spomnili Ivana Žiberta. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite za Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe
in nas privedi v večno življenje. Selakakava Bogona Vishakavak. Molimo, vsemogočni Bog, smemo ti reči, Oče, pomnoži v naših srca vest, da smo tvoji posinovljeni otroci in daj nam prejeti obljubljeno dediščino po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz prve knjige Kraljev. Tiste dni je prišel Elija do Božje gore Horeba in je tam prenočil v votlini. In glej, prišla mu je Gospodova beseda, rekoč: Pojdi ven in se postavi na gori pred Gospoda. In glej, Gospod je šel mimo, velik in silen vihar, ki kruši gore in lomi skale, je bil pred Gospodom. A Gospod ni bil v viharju. Za viharjem je bil potres, a Gospod ni bil v potresu. In za potresom ogenj, a Gospod ni bil v ognju. Za ognjem glas rahlega šepeta. Ko je Elija to slišal, si je s plaščem zagrnil obraz, šel ven in obstal pri vhodu v votlino. Poslušali smo Božjo besedo.
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, govorim resnico v Kristusu, ne lažem, moja vest mi je priča v Svetem Duhu. V svojem srcu nosim veliko žalost in nenehno bolečino, kajti želel bi biti sam preklet in ločen od Kristusa v prid svojim bratom, ki so moji rojaki po mesu. Oni so Izraelci. Njim pripadajo posinovljanje in slava, zaveze in zakonodaja, bogoslužje in obljube. Njihovi so očaki in iz njih po mesu izhaja Kristus Bog, ki je nad vsem slavljen na veke. Amen. Božja beseda. Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Ko se je množica nasitila, je Jezus takoj naročil učencem, da so šli v čoln in se peljali pred njim na drugo stran, sam naj bi medtem odpustil množice. In ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi nas samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil tam sam. Čoln pa se je medtem oddaljil že precej stadijev od brega. Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob 4. nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: prikazen je. Od strahu so zavpili. Jezus pa jim je takoj rekel: bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Peter mu je odgovoril in rekel: Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi. On mu je dejal: pridi. In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal, začel se je potapljati in je zavpil: Gospod, reši me. Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: malo vernež, zakaj si podvomil? In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli: resnično, ti si Božji sin. Poslušali smo Kristusov evangelij.
Ko smo pretreseni in prestrašeni, večkrat tudi spati ne moremo. Dobro se spomnim svojega otroštva, tam pri 5 letih, kako me je bilo po noči, ko je bila popolna tema, strah. In najhuje je bilo po zimi, ko smo si sobo ogrevali z gašperčkom na drva in so se na steni pojavljale različne sence. Takrat sem večkrat vpil od groze in oče je moral vstajati in bedeti ob meni, dokler nisem zaspal. Za marsikoga so bili grozni dnevi v času covida, ko smo vsak dan zaskrbljeni poslušali statistiko o umrlih. Med njimi je bilo tudi veliko duhovnikov, predvsem pri naših italijanskih sosedih, in zato si mi je pogosto zastavljalo vprašanje, ali nas je Bog res zapustil? Smo s svojim grešnim življenjem padli tako nizko, da je Bog naredil križ čez nas? To je sedaj v veliki meri za nami, tudi zaradi vseh tistih, ki niso izgubili vere, temveč so kljub slabim izgledom vztrajali v molitvi in pri prošnji k Bogu. Njihova molitev je bila uslišana in hkrati smo dobili tudi dobro lekcijo za naprej. Zaustavimo sedaj se ob današnjem evangeliju. Jezus je po čudežu pomnožitve kruha in rib postavil svoje učence na novo preizkušnjo. Sami so bili ponoči na jezeru, pihal je nasprotni veter in prišlo je do hudega neurja, kar se na Galilejskem jezeru pogostokrat zgodi. Ko je Jezus zapustil množico, je učencem razdelil 12 košar ostankov kruha. In zato si lahko predstavljamo, da je vsak imel s seboj dragoceno prtljago, ostanke od čudeža. In čeprav so imeli s seboj ta kruh kot znamenje Božje zvestobe, so kljub temu bili v težavah. Že po nekaj urah so pozabili vse, kar so doživeli prejšnji dan. In zato je Jezus izkoristil to priložnost za pedagoško srečanje, da bo učencem pokazal razliko med tem, kaj so razumeli in kaj se je usidralo v njihovih srcih. Med obojim je navadno zelo velika razlika. Učenci so bili prisiljeni s čolnom priti na drugo stran jezera in plavba po jezeru je za verne Jude vedno predstavljala veliko tveganje, da jih bodo valovi potegnili v globino in da jih čaka smrt. Morda pa tokrat niso računali s tragičnim koncem, kajti njihova srca so bila še vedno navdušena zaradi vsega tega, kar se je zgodilo prejšnji dan, kar so videli in seveda tudi zaradi fantastičnega uspeha svojega učitelja. To je bil pravi vrhunec, v katerega so bili delno tudi sami vključeni in zato so lahko sanjali tudi o svojem uspehu in svoji popularnosti. In lahko je bil to tudi pravi vzrok, da so šele proti večeru se vkrcali na ladjo in odrinili od obale. In večkrat se nam zgodi, da prav takrat, ko smo polni entuzijazma, pride do zloma, ko nimamo ugodnega vetra. Pred nami je močno neurje, kar je sredi noči še bolj strašno kot podnevi. Trudimo se rešiti dano situacijo, odzivamo se v skladu s svojimi izkušnjami in vedno bolj smo prepričani, da ne bomo zmogli. Gospoda kličemo na pomoč, pa njega ni, ne sliši nas, morda je pozabil na nas. Jezus se na to stisko učencev ne odzove takoj, do njih pride šele proti jutru. In učencem se takrat zdi, da vidijo fantazmo, privid. To se nam navadno dogaja, ko smo prestrašeni, ko smo utrujeni. Noč je bila strašna in njihovi živci se še niso umirili. In ko se bojiš, ko si brez upanja,
ne opaziš Gospoda, ki se ti je približal. Ko misliš, da imaš pred seboj privid, ti tudi vera ne pomaga za soočenje z realnostjo. Tako si zapuščen in zavržen, da ti niti na pamet ne pade, da bi se ti Gospod lahko približal. Kako je Jezus prišel k učencem? Na edini možen način, po jezeru, vendar na tak način, da je hodil po valovih. In če so valovi znamenje smrti, ker nas lahko potegnejo v globino, smemo zanesljivo trditi, da tisti, ki hodi po vodi, ima moč nad valovi. Je nekdo, ki je premagal smrt, je vstali Gospod. In tako je bila pred učenci izkušnja vstajenja. Pred njim je bil Jezus, ki odrešuje. In ko so učenci to doživeli, ni bilo tako pomembno, če se bosta veter in neurje polegla, ampak predvsem globoka izkušnja, da jih Bog ni zapustil. Kaj se je zgodilo s Petrom, ki so ga vsi učenci imeli za svojega šefa? Peter ni poklical Jezusa na barko, ni ga niti prosil, naj pomiri vihar, temveč je hotel sam priti k Jezusu, da bi tako ukrepil svojo vero. In za izvedbo svoje namere je bil prisiljen tvegati, da lahko tudi umre. Hkrati pa ni bil le on, ampak vsa skupnost učencev poklicana, da prav sredi tega viharja utrdijo svojo vero. Peter se je opogumil, da bo skupno namero uresničil v imenu skupnosti. Kako? Stopil je na valove in šel proti Jezusu. In dokler je imel svoj pogled usmerjen na Jezusa, je brez težav hodil po tej razburkani vodi, ko pa je umaknil pogled od njega, ko se je srečal s svojimi osebnimi mejami, ko je ponovno doživljal smrtonosno moč viharja in svojo človeško nebogljenost, se je začel pogrezati. To je bil ugoden trenutek, da se zamisli o samem sebi, da na nek način doživi moč krstne milosti. Pogrezal se je in hkrati je začutil, da je rešen. Zavedal se je, da sam se svojimi močmi ne more priti nikamor. In ravno takrat, ko je občutil to svojo nemoč, svoje meje, je doživel, da se je k njemu stegnila roka, ki ga je potegnila iz vode. Na tak način ga je rešila. Ko se bojimo, ko smo prestrašeni, je to najlepša priložnost, da skupnost obnovi svojo vero. To ni bila le Petrova izkušnja, ampak izkušnja vseh apostolov. In zato je Matej lahko tako do potankosti natančno opisal ta dogodek na viharnem jezeru. Vsem nam je namreč zapustil močno spodbudo, da takrat, ko nam je hudo, se lahko obrnemo na Jezusa z vzklikom: Gospod, reši me. Istočasno pa se mu tudi lahko zahvalimo. Jezus, ti si Božji sin, verujem vate, usmili se me. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je otelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih stal,
po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Gospoda, ki je vir modrosti, sedaj iskreno prosimo. Gospod Jezus, ti si se razodel preroku Eliju v rahlem vetriču. Bodi nam blizu v naših srcih, da nikoli ne bomo podvomili vate. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, ti si vodil apostola Pavla na njegovem misijonskem potovanju. Naj naši misionarji odločno oznanjajo evangelij in se ne bojijo ovir na svoji poti. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, apostol Pavel je rimsko-krščansko skupnost svaril, naj bodo močni v svoji veri. Bodi blizu vsem, ki dvomijo in iščejo smisel svojega življenja. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, kdor je spoznal tvojo ljubezen, je močan in trden. Naj vsi preizkušani bratje in sestre najdejo mir in tolažbo pri tebi. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, ti si dobrota in radost vseh, ki ti zaupajo. Naj naši rajni župljani uživajo večno veselje pri tebi. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, usliši vse te naše molitve in prošnje, ter nas usmeri na pot resnice, miru in ljubezni, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Molimo, sestre in bratje, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme to našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz svojih rok, hvala in čas svojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod Bog, sprejmi darove svoje cerkve, od Tebe smo jih prejeli, spremeni jih v sakrament našega odrešenja, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, k višku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se Ti zahvaljujemo
in Tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo. S krvjo svojega Sina in z močjo Svetega Duha si znova zbral v eno družino svoje otroke, da bi ta družina, zedinjena v Tebi, trojedinem Bogu, blestela kot Tvoja cerkev, Kristusovo telo in svetišče Svetega Duha v slavo Tvoje neskončne modrosti. Zato Te združeni z angelskimi zbori hvalimo in veseli pojemo. Resnično si svetu, Gospod naš Bog, vir vse svetosti, zato Te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu ti darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Maksimilijanom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmiri se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, njenim možem svetim Jožefom, z apostoli in našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsaka čast in slava, na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Vsega hudega vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Izrazimo si medsebojno spoštovanje in ljubezen. Us
jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
molimo. Usmiljeni Bog, prejeli smo telo in kri Tvojega Sina. Naj nas ozdravlja in utrjuje v luči Tvoje resnice po Kristusu našem Gospodu. Slišali v Evangeliju, je Jezus apostolom rekel: Ne bojte se, bodite pogumni. Naj nam njegove besede odzvanjajo v mislih še danes popoldne in v naslednjih dneh. Njihova moč optimizma naj nam da občutek pripadnosti in varnosti. Sedaj pa pripravimo svoja srca za blagoslov. Gospod z vami. Gospod, ostani z nami, ki te prosimo za pomoč, in nam, ki smo veseli, da si naš stvarnik in vodnik, obnovi, kar si ustvaril, in obnovljeno ohranjaj po Kristusu našem Gospodu. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas in na vas vedno ostane. Pojdite v miru. Spoštovani poslušalci programa Ars in Radia Ognjišče, na 19. nedeljo med letom smo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Sevnica. Maševal je župnik Branko Balažic, pri maši je sodeloval župnijski pevski zbor svetega Nikolaja pod vodstvom organistke Betke Cimpršek. Tehnična izvedba Televizija Slovenija. Želimo vam prijetno nedeljo.